Po dolgoletnem premoru je spet oživela gledališka skupina DPD Svobode iz Slovenske Bistrice in to ravno v času, ko društvo praznuje 90-letnico delovanja. V okviru gledaliških dni območnega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin so minulo sredo v Domu Svobode premierno uprizorili komedijo Butalci. Delo je zrežiral Jože Mohorko, v predstavi pa igrajo Vili Hedl, Nataša Gal, Marjeta Korošec, Nina Miklavc, Saša Mitkovič in Mojca Veler. Večno zgodbo o Butalcih je napisal Fran Milčinski. Besedilo za odrsko uprizoritev pa je priredil Jaša Jamnik. Pred predstavo so v galeriji Mimogrede odprli tudi razstavo likovnih del 3 osnovnih šol z naslovom Butalci. Butalce vsaki hvali, obilno imajo vseh dobrot, gnoja imajo dosti in dober koruzni kruh, niti jim ne manjka dežja in sonca in poleti muh, kakor v paradižu žive, samo pameti nimajo prave. Pančani so nesramniki, v Butalah imamo vse. In vse imenitnejše kot te Pančani. Ja, ko so te Pančani imeli COVID, Butalah prej nismo dali miru, nego da smo dobili tak isto. Še opiče koze površo. Ja, ste Pančani, se Butalci kosamo od panki veka zaradi imenitnosti. Bog ne daj, da bi te Pančani kaj imeli, mi Butalci pa ne. Ja, ker Butale so imenitne. In nam do popolne imenitnosti ne manjka dosti. Ne manjka nam dosti. Ne manjka nam ničesar več, razen grba. Razen grba? Ja, pa si nabavimo grb. Ja, grb mora biti imeniten, kakor so imenitne Butale. Zato mora v grb najimenitnejša žival, kar smo kdaj čuli o njej. Ja, to je zmaj. Zmaj je najimenitnejša žival na oko in na besedo, ker je neznansko nevaren in bo v strah in grozo sovražnikom. No. Zmaj mora v grb. Ja, zmaj mora v grb, pa naj stane koliko hoče. Pa saj imamo Butalci slikarja Čačko. Ja, slikar Čačka je slikar za hiše, kapelice, ograje, sploh za vse. Naročimo mu, da nam naslika grb. Slikar Čačka! Slikar Čačka! No, naslikajte Butalam grb. V grbu mora biti zmaj. Naj stane kolikor hoče. Ja, lahko cel evro. Tako sem zadovoljen. Bravo. Silno mu je podoben. Nisem še videl zmaja, ki bi bil zmaju tako podoben. Butalci imajo pika v grbu, budalnega pika. Te Pančani so nesramni. Zlobni. Kadar morajo nam obesijo željuko. Novici oglejmo zmaja. Ne gre tajiti. Zmaj je podoben biku. Ob obletnici rojstva pravljičarja Jožeta Tomažiča so pretekli četrtek v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica odprli 2 razstavi.
Andreja Senegačnik in Mojca Bedjanič iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave sta ob razstavi Pohorje v zavetju 100-letnih dreves P. Pohorske vile predstavili naravovarstveno pomembna življenjska okolja Pohorja. Profesor Viljem Podgoršek iz geološko-paleontološkega zasebnega podjetja Pangea pa je ob odprtju povedal nekaj več o razstavi kamnin in mineralov. Večer sta s pohorskima pravljicama popestrili Agica Kovše iz Mariborske knjižnice in Darja Plavčak iz knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Domov se je Drvar vračal skozi gozd, kjer so rasle visoke in vitke jelke, pa mimo polja, kjer je valovilo žito. Spodaj ob potoku pa sta klopotala min in je cvilila žaga. Po cesti iz Bistriške doline pa se je proti dvorcu že bližala kočija, polna nasmejane grajske gospode, s prevzetno drvarko seveda. Konje izprezi, je zavpila drvarka, ko se je kočija ustavila na dvorišču pred dvorcem. Nasmejana grajska gospoda, ki je izstopila, pa se kar ni mogla načuditi čudovitemu dvorcu in njegovi okolici. Takrat pa prevzetna drvarka povpraša svojega drvarja. No, drvar moj, in kje so moje ribe? In kje je moja ribja kraljica? Takrat pa drvar svoji ženi spregovori. Veš, draga žena, ribja kraljica bi ti svoje postrvi že dala, a sebe nikoli. Ko je drvar spregovoril zadnje besede, je na gozdni poseki vse izginilo. Le stara razmajana bajta je čepela na svojem mestu in nasmejana grajska gospoda je ostala brez nasmeha. Takrat drvar pristopi k ženi in ji izreče: zdaj vidiš, draga žena, kam naju je pripeljala tvoja grabežljivost. Drvarka pa se je samo sesedla in ni rekla niti besede. Od tistega časa dalje sta drvar in njegova žena spet v revščini živela v stari razmajeni bajti na gozdni poseki. Drvar je gozdaril v graščinskem gozdu, drvarka pa je okopavala njivo, na kateri sta rasla krompir in zelje. Ribje kraljice in njenega rodu pa od tistega časa dalje ni videl nihče več. In še nauk. Naj vas ribja kraljica nikar ne zanika. V Bistriškem gradu so minuli petek gostili predavanje doktorice Irene Mavrič-Žižek z naslovom Partizansko gibanje na Pohorju. Predavateljica je predstavila delovanje partizanskih enot na Pohorju od leta 1941, ko je bila na Pohorju ustanovljena pohorska četa, delovanje in padec legendarnega pohorskega bataljona ter ostale pomembne enote širšega območja Pohorja, ki so nastajale in delovale do leta 1945. Konec septembra 1942 pa je na Pohorje prispel pohorski bataljon. Ustanovljen je bil ob reorganizaciji štajerskih partizanskih enot na Dobrovljah 11. septembra 1942, ki je bila izpeljana po prihodu zelo oslabljene druge grupe odredov na Štajersko, ki jo je vodil komandant Franz Rosenstein. Pohorski bataljon, ki so ga uradno imenovali prvi bataljon pohorskega odreda, je imel obsežno operativno območje delovanja med Dravo in Savinjo do črte Maribor Slovenske Konjice Vitanje Polzela.
Bataljon, tako so sestavljali borci prvega bataljona Savinjskega odreda, ki so ga po poveljniku Francu Poglajnu Krajncu imenovali tudi Krajnčev bataljon in je prišel poleti 42 na Štajerske iz Dolenjske, ter borci Šaleške in Savinjske čete prvega Štajerskega bataljona. Prvi so prišli na Pohorje konec septembra borci nekdanjega Krajnčevega bataljona. Oktobra so se jim pridružili še borci Šaleške in Savinjske čete, v začetku novembra pa borci Ruške čete. Novembra, ob reorganizaciji bataljona, so bili borci in borke razdeljeni v 3 čete in ženski rod. Komandant bataljona je bil Rudolf Medje Groga, politični komisar Jože Minih Rajko, partijski sekretar in intendant Jože Orisek Trpin, komandirka ženskega voda pa je bila Pavla Medje Katarina. Bataljon je imel tudi svojega zdravnika, dr. Dušana Mravljaka Moža. Kmalu po prihodu na Pohorje so bile enote bataljona neprestano na pohodih in akcijah. Borci bataljona so v noči z 8. na 9. oktober na zahodnem delu Pohorja požgali Senjorjev dom, Hutarjevo vilo, Vitanske bajte ter koče na Pungarto in Pesko, da jih ne bi zasedli Nemci ter jih spremenili v svoje postojanke. V naslednjih dneh so borci bataljona Pohorje izvedli še nekaj akcij. 11. oktobra so v Boharini v bližini Zreč izvedli rekvizicijo v trgovini izseljenega trgovca Vidmarja, ker je bil tudi sedež lokalnega Wehrmachta. 16. oktobra so izpraznili trgovino v Tinjo, v vasi pa priredili partizanski miting. Isti noči je patrulja bataljona zažgala nakumno žago, ki je delala za nemško vojsko. Noči s 23. na 24. oktober so obiskali Oplotnico. Napadli so Rožniško in Vermansko postajo ter zažgali občinsko poslopje, nato po Oplotnici priredili partizanski miting. Še isto noč so razstrelili in požgali poslopja kamnoloma v Cezlaku ter zaplenili večjo količino razstreliva. V Lačni gori pa so izvedli rekvizicijo v Makovškovi trgovini. Zvečer 30. oktobra je skupina borcev bataljona minirala železniško progo Šošta-Slovenj Gradec pri predorju Huda Luknja, izstreljali so 3 vagoni in lokomotiva. V začetku novembra so v Mislini napadli in zažgali Pergarjevo tovarno Lepenke ter v Mermanski postojanki zaplenili precej orožja in hrane. Med vračanjem na Pohorje so se na mislinskem sedlu spopadli z zasledovalci ter jih pognali v beg. 9. novembra 1942 so na Keblju izvedli ekonomsko akcijo v trgovini Franca Hojnika, da ga pridobili za obveščevalno službo. 14. novembra pa so odšli na ekonomsko akcijo k kmečkemu vodju Štajerske domovinske zveze Alojzu Fluharju v Sveti Primož na Pohorju. Na pohodu so se spotoma ustavili še pri partizanskem sodelavcu Šarhovem svako Antonu Naborniku, po domače Tratniku v Šentjanžu. V njegovi domačini so imeli borci Pohorskega bataljona v mesecu novembru skrivališče za 2 ranjena partizana. 3 dni po partizanskem obisku je bil Nabornik izdan in areteran ter skupaj z ženo nato odpeljan v taborišče. Pri Fluharju je bataljon dobil precej živel, zaplenili pa so mu tudi kravo in svinjo. Med akcijo je Fluhar zbežal, partizani pa so ga na begu obstrelili. Na povratku v taborišče, ki so ga imeli v bližini požgane planinske koče na Pungartu, so se partizani ustavili še pri zanesljivih partizanskih sodelavcih, pri kmetu Ivanu Strmčniku, pri Mačkovi mami in kmetu Lenartu Pušniku, po domače Žvancerjevem Lenču, ki se je v odporniško gibanje vključil že leta 1941. Na sejniku svoje domačije je že septembra 1941 skrival 2 polna partizana Pohorske čete, borce Pohorskega bataljona pa je večkrat vodil po severnem predelu Guzeniškega Pohorja. Z upnim sodelavcem odporniškega gibanja je predajal partizansko literaturo. V dneh, ki so sledili, je bataljon izvedel vrsto ekonomskih in propagandnih akcij na območju Primoža na Pohorju, Šentjanža nad Guzenico, Pameč, Legna in Gradišča. 26. novembra je izvedel rekvizicijo na posestvu in gostilni ribniškega župana Edvarda Solera. 29. novembra je del borcev Pohorskega bataljona obiskal planinsko kočo na Kremžarjevem vrhu na meji Guzeniške občine, kjer so se borci vpisali v spominsko knjigo. Patrulja prve čete bataljona pa je med 28. in 30. novembrom izvedla rekvizicijo na graščini Plešivec na drugi strani Mislenjske doline. Decembra so borci bataljona napadli graščino v Josip Dolo in zažgali Lenarčičevo vilo ter izpeljali nekaj preskupovalnih akcij na Skomarju, Oplotnici, Šmartnem na Pohorju in Zgornjem Tinju. 19. decembra pa je bataljon odšel v bližino Osankarce, kjer si pri 3 žebljih od 21. decembra do novega leta uredil zimski tabor.
Njegove patrulje pa so hodile po hrano v različne kraje ob vznožju Pohorja. Tabor, ki je imel 26 zemljank in kuhinjo v stari drvarski koči na sredini tabora, je bil obdan z strelskimi jarki in z utrjenimi strojničnimi gnezdi. Bil je dobro skrit in dobro zamaskiran, vendar zaradi nepreglednosti v gostem smrečju na rahlo nagenem terenu ni bil najbolj primeren za daljšo obrambo. Zimsko mirovanje je vodstvo bataljona želelo izrabiti za vojaško, politično in kulturno vzgojo borcev. Gledališka sekcija Kud Gaj Zgornja Polskava je preteklo soboto v Kulturnem domu na Zgornji Polskavi ponovno uprizorila komedijo Toneta Partliča Čaj za dve. V predstavi, ki jo je režirala Stanka Jesenek, igrajo Greta Dorič, Nada Rebernak, Silva in Zlatko Pongračič, Franc Krištof in Stanko Pečevnik. Za luč in glasbo je poskrbel Ambrož Leskovar, za kostume in prišepetovanje pa Alenka Žilavec. Kje sem se znašla? To sem si prinesla sebi od doma, nekaj vsaj od doma. Bogeca. Pa južno sem si prinesla, se ne vem, če mi bojo nežidali, kaj za jesti ali ne. Nimam pojma. To sem si pač rajši prinesla, kot da sem lačna. To sem si prinesla, bedro sem si spohala. Jo. Imam jaz hudo rada pohane bedre. Tako sem si prinesla pohano bedro. Pohano bedro sem si prinesla. Pa kruh. Pa vejte, kaj še jaz hudo rada imam? Vidite, imam zdaj čebulo. To pač jaz hudo rada jem. Bedro pač moram pojesti, glej. To je fino. Čebule sem še malo cel narezala. Jaz sem si nož tudi prinesla. Ja, kak lepo to. Bog ve, kaki ženski so me dali cel. Če so me zastople. Bog ve, kak to bo. Tak se dolgo godi na stare lete. Ja, te se pa znajdeš tu. Kdo te zdaj pride, kdo te zdaj naprej? Dober dan, gospa Bračko. O, dober dan. No, kako smo? Ste se že udomačili? To sem si prinesla od doma, vejte, jaz sem verna, vejte. Ja, krasno. Udomačila se še, pa nisem tak hitro, da ne gre. A ne? Ja ne, gledajte, jaz sem bila v Ritu znov iskal samo doma. Saj sem vam rekla, da me je sin vzel k sebi v Bistrico, v blok, vejte. Ja, lepo. Ja, ampak v 8. nadstropje. Ojoj. Ja, sem imel lift, samo jaz sem se bala, je to tisti lift. Niste navadili. Pa je rekel, mama, pa se boš navadila. Pa se nisem. Pa sem šla nazaj domov. Te pa me je pol ščerka vzela v Maribor. Je tudi rekla, mama, počuti se kot doma. Seveda. Ja, pa me spravila samo v bolnico, od tam pa sem v dom. In kak se je zdaj naj po 5 minutah počutim kot doma? Kak lepo rečete, gospod direktor? Saj bo šlo. Pa boste šli dol na topel obrok spodaj v menzo? Ne, sem si prinesla že sejbo, južno. Mam pišeta, sem si sejbo prinesla, pa čebul.
Pa piše, kaj imate tudi. Ja, kohala sem si ga doma. Ampak to morate pospraviti. Ali pa vam pošljem čistilko? Ma ne, ni treba, se to me se sama naredila, se ne tako hudo mudi. Mudi. Kmalu se bo vrnila gospa Jasmina. Ja, Upokojena igralka. Največja dama v našem domu. Ona nas je vzela začasno. Ja, ampak ona hoče red, čistočo in pedanco. Pedanco? Ja. Kakva beseda te je to? Kaj še te vi reči, da naj jaz takoj pospravim? Bom za seboj, za tisto pedanco pa ne. Glejte, na kmetiji smo najprej poskrbeli za živat, to je želje vse drugo. Bom pospravljala, še glih nimam tu žvadi, ne, ampak navade pa ostanejo. Samo kakva pa te je tu ta pedanca iz Jasmina? Zelo fina ženska, žlahtna, celo malo posebna. Ja. Samo lepo prosim, ne se prepirati z njo, če bo kaj narobe med vama, samo meni povejte, velja? Glejte, jaz se z nobenim ne špetiram. Vsakemu pa povem svojo. Pa mogoče nimam prav. Monografijo preobrazbe mesta, zgodovinska, arhitekturna in umetnostna dediščina Slovenske Bistrice so minulo sredo predstavili še v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. O knjigi, ki je decembra lani šla pri Zgodovinskem društvu dr. Jožeta Korobca v Slovenski Bistrici, se je z avtorico dr. Simono Kostanjšek-Brglez pogovarjala Jana Jeglič. Simona, najprej pa me zanima, odkot pravzaprav ideja za takšno obliko predstavitve mesta? Ideja se je porodila kmalu po pripravi spletne razstave preobrazbe mesta. Takrat sem začela v bistvu sistematično zbirati gradivo in sklenila sem, da bi to razstavo nadgradila, razširila in jo izdala še v obliki tiskane publikacije. Kako dolgo pa je knjiga nastajala oziroma koliko časa si vložila v zbiranje tega gradiva, v pripravo knjige? Knjiga je nastajala precej dolgo in postopoma. Kot je Jana že uvodoma povedala, segajo začetki v leto 2010, ko sem pripravljala diplomsko nalogo, v kateri sem se ukvarjala z sakralnimi spomeniki, kjer sem umetnostno-zgodovinsko predstavila vse cerkve v župniji. Potem sem se ukvarjala z drugimi temami, z sodobno umetnostjo, ampak vseeno pa sem vse skozi gojila to ljubezen do starejše dediščine in do dediščine na širšem slovenjebistriškem območju, tako da sem v bistvu vse skozi izdajala neke krajše članke, notice in ta knjiga je v bistvu skupek teh raziskav. Prejle sem že nekako omenila nekatere od virov, ki si jih uporabljam, ampak kljub vsemu, če morda se še enkrat spomnimo vseh teh virov pri tvojih raziskavah. Uporabljala sem številne pisne vire, ki sem jih pridobila iz osebnih arhivov. Gre za razna pisma, dopise, pogodbe. Pomembni vir predstavlja župnijska kronika, Steletovi terenski zapiski, najpomembnejši pa so materialni viri, spomeniki sami, arhitekture, kipi, slike in tako naprej. In pa tudi zelo pomemben vir številne razglednice in fotografije. Dogodek je popestril učenec glasbene šole Slovenska Bistrica.
Košarkarji iz Slovenske Bistrice so v 19. krogu 3. slovenske košarkarske lige Vzhod v bistriški športni dvorani premagali ekipo Hrastnika z rezultatom 76-75. Pomembna zmaga bistriških košarkarjev proti favorizirani ekipi Hrastnika je bila preigrana v dramatični končnici tekme. Fanatična borbenost in natančnost pri metih z razdalje je varovance Mateja Bakšiča prinesla pomembne prvenstvene točke v boju za obstanek v 3. ligaški druščini. Ja, zelo pomembna zmaga. Mislim, na koncu odločala neka timska igra. Imeli smo tudi malo sreče, ampak se mi zdi, da smo na koncu z neko borbo, z dobro obrambo, pa so potem tudi stekli neki šuti, padli neke trice, pa je potem takoj lažje. Srečanje so bolje odprli Bistričani, ki so povedli z 9-1. Visoko vodstvo je gostitelja kar malo uspavalo, zato so gostom dovolili, da so se vrnili v igro. Odlično zadeval Klemen Pučko. Prvo četrtino so za 7 točk 23-16 dobili košarkarji Hrastnika. Tudi v drugi četrtini so vse niti igre in rezultata držali v svojih rokah modri iz Hrastnika, ki so na odmor odšli z rezultatom 35-28. V tretji četrtini so Bistričani kljub košam Mahmutoviča, Pešaka in Holeška zaostajali tudi že za 10 točk. Ja, mislim, da smo se potem po drugem polčasu, slabšem prvem polčasu pobrali, pa smo v drugem malo dvignili, odigrali tudi nekaj dobrih obramb, stekel nam je tudi šut, tako da na koncu smo stržili pomembno zmago. V zadnji del igre so Bistričani vstopili z mislijo, da nimajo kaj izgubiti, dobijo pa lahko veliko. In to slednje so uresničili. V zadnjem delu tekme, ko so izenačili na 61-61, so nato s koši Hrovata, ki je bil zelo razigran v končnici tekme, zabeležili popoln točkovni izkupiček. To je bila zelo pomembna tekma. Padli smo zdaj v en slab ritem pred tem in zelo pomembna je bila ta tekma, da smo se zdvignili, da smo zmagali in zdaj moramo ostati v ligi. Gostje iz Hrastnika so kljub porazu pustili dober vtis v Slovenski Bistrici. Kljub temu pa sami dobro vedo, kjer so izpustili morda tudi zmago v mestu Aluminija. Bistrica ni odnehala do konca, tekma se igra 40 minut. Mi smo zgrešili ogromno prostih metov, kar mislim, da tudi na koncu odločili tekmo. Tako da zaslužena zmaga Bistrica na koncu, ko se je res borila vseh 40 minut in niso odnehali, tudi smo imeli mi prednost 10-15 točk.